Čas tako hitro leti, da sem zadnjič prav pozabil, katerega leta smo, ko sem ugotovil, da mi je potekel pasoš in da moram dati izdelati novega, če bi rad letel kam izven Evrope. Sam povem, če je tudi kdo med vami pozabil. Govorim pa zato, ker bo današnja oddaja globalna kot že dolgo ne. Pokazali vam bomo avte z vsega sveta. Videli boste kitajskega, japonskega, evropskega, da bo za vsakega nekaj. Začenjamo pa z japonskim v Španiji, da bo malo bolj zakomplicirano. Sem šel prav gledati statistiko in ugotovil, da smo v zadnjih 9 letih na testu imeli 9-krat Mazda MX-5 in v zadnjih 5 letih 5-krat model CX-5 oziroma pravzaprav v zadnjih 10 letih 10-krat Mazda CX-5. Ja, toliko časa je bila aktualna druga generacija tega modela, zdaj se pa vozim že v povsem novi tretji generaciji. In sklepam lahko, kaj bomo v povprečju enkrat na leto vozil pri Mazdi od zdaj naprej. Najprej me je prešinil pomislek, zakaj ima Mazda v svoji ponudbi sploh dva enako velika in enako prostorna avtomobila. CX-5 je v primerjavi s prejšnjo generacijo namreč zrasel za dobrih 11 cm. Zdaj je dolg že skoraj 4,7 metra oziroma samo kakšnih 5 oziroma 6 cm manj kot CX-60. Ampak je odgovor precej preprost. CX-60 stoji na drugačni platformi, ki je prilagojena dolgemu 6-valnemu turbodizelskemu motorju, pogon je tam zadaj, tukaj pa pogon ostaja spredaj, oziroma lahko je 4-kolesni in pod pokrovom je tudi enak motor kot prej. V vseh teh letih, ko smo se vozili z Mazdo CX-5, se je lepo videl napredek tekmecev in na nekaterih področjih je ta model z najboljšimi kar težko držal korak. Mogoče ne pri sami obliki, ker prejšnja generacija še vedno izgleda precej dobro, čeprav ko gledam to, se mi zdi, da je bila posodobitev kar potrebna. Zdaj izgleda veliko bolj moderno, še vedno je elegantna in še vedno je prepoznavna Mazda. Sploh sprednji del mi je v bistvu zelo všeč, ker izgleda malo bolj agresivno, hkrati je pa še vedno aristokratsko umirjen. No in tudi zadek mi je v bistvu zelo všeč. Skratka, avtomobil zdaj izgleda veliko bolj moderno, še vedno je pa najlepši ravno v tej Mazdini rdeči barvi. Me zanima, če so ta odtenek zaščitili s kakšnim patentom, ker je že toliko let njihova domena. Znotraj fajn viham nos in sem tudi fajn navdušen. Vem, je slišati nelogično, ampak Mazda se je vedno hvalila številnimi gumbi in z voznikovim kokpitom, ki je bil posvečen temu, da se za volanom človek počuti perfektno. Jimba Itai oziroma zlitje konja z jezdecem, tako nekako. Zdaj gumbov skoraj da ni in je nadomestek ta velik zaslon tukaj na sredini, ki tudi dokaj nerodno štrli iz armature ven. Vem, je ceneje sem potisniti eno tablico, kot pa oblikovati 20 gumbov. Po drugi strani so pa materiali skupaj z izdelavo še vedno vrhunski in ob tem seveda ne viham nosu. Po svojega ne viham niti nad dejstvom, da ta vmesnik poganja Google. CX-5 je v bistvu prvi Mazdin model z Googlovim vmesnikom in ta je svetlobna leta bolj intuitiven od prejšnjega, kjer so se v bistvu temu modelu najbolj poznala leta. Serijski zaslon pri vstopnih opremah je malenkost manjši, ima 12 palcev, no tale ima pa več kot 15 palcev. Se pravi, manjkajo fizična stikala, vseeno je pa tole velik napredek. In CX-5 je seveda tudi zrastel, zato je znotraj prostora veliko več, zlasti tukaj le v drugi vrsti in nekoliko večji tudi prtljažnik, ki zdaj ponuja že skoraj 600 litrov. Zastarel infotainment je bila ena stvar, kjer so se ji leta že malo poznala, vozne lastnosti pa druga. Saj je bil prejšnji prijeten in dovolj udoben, ne pa tako lahkoten, kot znajo biti tako veliki avti danes, oziroma kot je novi CX-5. Samo na hitro več bomo seveda v testu, ampak med priganjanjem okrog Barcelone oziroma po teh gričih nad Barcelono se mi zdi takoj lahkotnejši in lepše odziven, še vedno lepo blaži in še vedno je dovolj udoben, najbolj pa spremembo dejansko opazim, ko se je treba hitro prestaviti iz enega v drug zavoj, pa to naredi avtomobil bistveno manj tečno kot prej. In krmiljenje je še vedno super. Motor pa klasika, pod pokrovom je 2,5 litrski atmosferski bencinski motor, ta ima 103 kW moči oziroma 140 konjičkov. Povezan je s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom, ročnega skratka ni več in ta menjalnik tudi ni enak kot v modelu CX-60, tam je 8-stopenjski, ampak so verjetno pazili na končno ceno, ker mora biti CX-5 pač bolj ugoden. No, ta motor ni noro zmogljiv, je lepo prožen in prijeten, skratka ne bo za tiste, ki iščete strašno dinamiko, bo pa za le
ležerne voznike, ki boste raje uživali v lepem okolju in dobrem podvozju. Naslednje leto v ponudbo pride enak motor z nekaj več moči, predvidoma v roku 2 let pa pravi Mazdin hibrid. Tam bo moči seveda še več in bojda se bo imenoval Skyactiv Z. Pa bomo spet vsako leto lahko vzeli Mazdo CX-5 na test, da ne bomo prekinali tradicije. A ti veš, da je CX-5 zamenjal modela Tribute in CX-7 pri Mazdi leta 2012? A ti veš, da je koncept Minagi, ki je bil razstavljen na ženevskem avtosalonu leta 2011, napovedal ta avto? Pa ti veš, da je nova generacija že pri nas? Zdaj vem. No, pa a ti veš, da je BYD zdaj tudi končno pri nas? Ja, ker sem bil na svečani premieri. Če to znamka, ki jo po nas vsi ful čakajo, skozi dobivamo maile, kdaj bodo v oddaji. Očitno kmalu, ne? Za začetek bo BYD nam pripeljal 9 modelov, od tega bodo 4 električni pa 5 priključnih hibridov. Pa novost, prodajni saloni bodo kar v nakupovalnih centrih, za začetek 2. To pa tako kot na Kitajskem, greš lahko po kruh, pa telefon, pa še po avto. Pa a ti veš, da BYD povprečno na dan vloži okoli 45 patentov? A ti veš, da zdaj že malo tečem s temi tvojimi forami? Pa a ti veš, kaj bo naslednja vsebina v oddaji? Ja, zdaj bom videl. Pred nekaj dnevi je končno spet malo bolj oreng padal sneg. No, nekaj dni pred današnjim snemanjem. Vem, bil je kaos na cestah in če ste se znašli v njem, ni bilo fajn. Ampak sneg je zakon tudi na cestah. Je pa veliko odvisnega od vsaj 2 stvari. V prvi vrsti vašega znanja vožnje po zasneženi podlagi. In tega je v večini primerov premalo. Ne rabite se počutiti nič ogroženo, niti nočem pametovati, ampak v Skandinaviji, kjer imajo pogosto sneg na cestah, noben ne jamra ali pa se pritožuje nad pluženjem. Evo, lep primer, Anže, ko je pred nekaj leti šel obiskat Božička, ali pa Matej decembra na Norveškem. Druga stvar je primeren avto. In ja, se strinjam, nekateri so bolj primerni od drugih. Ta je eden najboljših, zato sem šel namenoma z njim nekam, kjer je snega še veliko, ker na cestah v dolini ga pač ni več. Tule novo kruzerco smo pokazali že večkrat. Anže je bil z njo celo v Romuniji, ampak tale ima mal drugačen motor. Blagi hibrid je z 2,8-litrskim turbodizlom, zraven še 48-voltno omrežje in elektromotor, ki pomaga z močjo do 12 kW. Ne, zato ni nič bolj hiter, je pa bolj prožen in včasih tih, ko dizel ugasne, da ne svinjam narave ali pa Anžeta tam zadaj. Juhu! Ski-juring se reče temu, torej vleki na smučeh s pomočjo živali ali pa avtomobila. In ker nimam vlečnih psov, Božiček mi ni hotel posoditi svojih jelenčkov, imam pa Istoka, pa tega Rudolfa. Seveda se ne morete kar povsod in vedno takole voziti, ponekod niti ni dovoljeno, drugot ni varno, če je recimo veliko prometa. Tukaj ni nikogar in se imamo totalno zakon in res uživam. Je pa res tudi, da smo pri nas veliko manj navajeni na takšno početje, kot pa pri naših kolegih bolj na severu. Vem pa tudi, da nismo prišli sem zato, da boste občudovali moje smučarsko neznanje, ampak smo tukaj zaradi avtomobila. In Land Cruiser ima 500 Nm navora, kar je dovolj, da lahko smučam takole plug, pa ga ne morem ustaviti, kljub temu, da imam res močne noge. Si nisem niti mislil, da ga bom lahko dejansko ustavil. Moram pa še to dodati, da v tej blago hibridni različici z majhnim elektromotorjem pri majhnih hitrostih avto veliko bolj enakomerno vleče in je zakon, ker pol mene veliko manj cuka. Zakaj si zdaj ustavil? Vse čist fleten še. Evo ga, čaj, da se malo pogreš, ne? Drugač pa, a veš, zakaj je ta avto tudi super za sneg? Ja, ker je ful oddaljen od tal. Ja, to itak, ja, ampak pogon sem mislil, zato ker ima v bistvu... Ne rabiš to meni razlagati, saj jaz vem vse. No, ti pa povej, no, da čujemo. No, za začetek ja, zato ker ima pogon vsa 4 kolesa, to na snegu kar prav pride. Potem ima pa ta avto še funkcijo Kroll, to je en tak terenski tempomat, v bistvu je super, ker gre avto čist počas in umireno takole poklanco navzgor in mene v bistvu nič ne ruka, potem saj si lahko videl, je Matej to preizkusil na Škotskem. Ja, pa navzdol tudi pomaga.
tudi na vzdolju v bistvu zelo pomembno, ja, jasno, da avto kam ne zdrsne, ampak da se sam lepo in umirjeno pelje dol, ampak tle, ki smučeva, sem bolj klanc gor mislil. Potem ta avto ima tudi reduktor, ki ga danes sicer tukaj ne rabva, in pa zapore diferencialov. Mislim, da tudi tega danes ne rabva tukaj. No, pride pa lahko na terenu ali pa na snegu in ledu zelo prav. Recimo, da je pod enim kolesom led in ni čisto nobenega oprijema, je zelo pomembno, da lahko moč dobi drugo kolo, ki pa ima oprijem in potem avto pelje brez najmanjše težave. Dosti manj gremo zdaj, no? Ja, se zamenjava malo. Ne, meni je fajn noter. Če vem pa tle, okej. No, naj Anže lepo blebeta zunaj na mrzlem, meni pa lepš tule na toplem. Če bi želel izkoristiti vseh 500 Nm navora in speljati na polno, bi Anžetu raztegnil roke kot unmo v filmu Fantastični štirje. Tole raje pokažem. Te kamere so zakon, ker ves čas lepo vidim podlago pred sabo in se lahko izognem kakšni večji oviri. Upam, da se je tudi Anže, ki nima kamer, ampak sem svoje oči. In 10 metrov dolgo vrv, toliko pol vidi pred sabo. Ja, skeuring je super stvar, če imate pravi vlečni stroj in čajček, jasno, brez tega ne gre. Volkswagen T-Roc je že takoj po prihodu leta 2017 postal prodajni hit. Nemci so ga seveda izdelali z mislijo na dobro prodajo, ampak niso pa računali, da jih bodo že v prvi generaciji prodali več kot 2 milijona. Recept je bil pravi. Avto ni prevelik in je ravno prav oddaljen od tal. Bil je tudi prostoren, ker je imel za 65 litrov večji prtljažnik kot Golf. Pa bil je poseben, ker različica zgoraj brez je dejansko bila zamenjava za Golf Cabrio. In bil je lahko tudi ekstremno hiter, z dodatno oznako R je imel 300 konjev, 4-kolesni pogon in do 100 se je pognal v 4,8 sekunde. Enako kot Porsche 911 Carrera 4 leta 2004. Ampak Klemna iz okolice Kranja je navdušilo nekaj drugega. Klemen, zakaj si kupil Volkswagen T-Roc? Je T-Roc, ker sem v bistvu kupil, ker je tak lušten avto, primerno velik, za eno gospodično, za voziti majhne otroke, pa v bistvu je lih mečkanje manjši kot Tiguan. Kje te je najbolj pozitivno presenetil? Pozitivno me je v bistvu presenetil kot prvič poraba, ker že po dolgem času smo imeli bencinarja. Poraba je dobrih 6 litrov. To mi je fascinantno za bencinski motor, ker recimo, ker prej smo imeli samo dizle in je poraba tam oziroma še kakšen deci več. V bistvu me je pa to tudi presenetil vsa oprema v avtu. Ampak jaz sem ti zdaj pripeljal pa čist novega, tako da prosim stopi z mano, da mi poveš, kaj si misliš pa o čist novem T-Rocu, ki je malo daljši, 12 cm je daljši, malo drugačen nos, kaj boš rekel? Jaz bi rekel, da so naredili lepo obliko, Ja? širši izgleda, že zaradi teh reš spredaj. Večje kolesa sem videl, da ima gor. A ti je všeč? Barva meni osebno ne. Okay. Kot avto sam mi je pa všeč. Zdaj, glede na to, da imaš ostale avte bele, bi verjetno imel belega, ne? Najbrž belega, ja. Ok, zdaj pa predlagam, da ga greš še sprobati in mi poveš, kako se pelje. Pojmo. Izvoli. Sedi se dobro. Ne vem, zakaj imam občutek, da ima volan mehan večji kot un. Pregleden sem, zdi pa kar tudi, no. Včasih imajo ta malo avtomobile toliko nepregledne, te že vzvratne ogledala, da tole je pa kar v redu pregleden. A te moti, da so večji zasloni kot pri tvojem? Po prvič rečem, med vožnjo niti kaj dosti tako samega ekrana ne gledam. Takrat, ko ga rabaš, ko imaš kaj za prestaviti, radio za navigacijo, drugače super, če je večji. Drugače tudi tako, nič se ne čudi, kdaj je prestavila. Lepo prestav. Čeprav je Klemen T-Roc nabavil za svojo boljšo polovico, me je vseeno zanimalo iz prve roke, kako so ženske zadovoljne z njim. No, Patricija, kako si zadovoljna z njim? Zelo. Jaz ne morem ga sploh prehvaliti, res je super avto. Velik je, dovolj ima prostora, res super avto. Zakaj si se zaljubljal v njega? Zaradi tega, ker je prostoren, ker ima barvo, ker je enostaven za voziti, fajn se vozi, fajn se imaš v njemu, no. Kako pomembno pa je to, da je avto bolj oddaljen od tal, ker prej vem, da si vozila polo? Meni osebno to zelo veliko pomeni, ker se tudi boljše počutim, ko sedim više, počutim se tudi bolj varno v prometu, tako da to je super. No, zdaj po mesecu in pol s prvim pa me zanima, kaj pa si misliš o drugem T-Rocu? Da, definitivno so barvo zadel, Ja. barva je krasna, avto je tudi večji, daljši, širši, Ja. tako da, ja, super so naredili nadgradnjo.
Ja, nič pa predlagam, da ga še sprobaš, da boš dala še kako bolj realno oceno o tem, kak je, ne? Prav. Greva. Ta tipka je mogoče pametna za glasnost. Pa zateguje sam. Wow, okej. Zakaj ti je to všeč? Mislim, ne vem, popravo ga je. Ne vem, če mi je bilo všeč sam. Je zdaj bolj varno, ne? Ker to pravi, da moraš vedno narediti, ko se sedeš, moraš Da zategneš, nikoli tega ne naredim. No, vidiš, evo. Zdaj pa je on to naredil, samo wow. Tebe, on te varuje. Zelo pozorno. Ja. Veš kaj, fora je v tem, ne, da ti moraš v bistvu to zategniti zato, da v primeru nesreče si ostaneš na mestu, ker če imaš preveč razrahljano, ne, Ja? lahko padeš naprej pa se poškoduješ, ne, Ja, se te ampak- zadrži, ampak A ni da avtomatsko zategne, ko pride do tega? res je, ampak če ti že v osnovi imaš tak pas, ne, vidiš, imaš več mobilnosti, ne, če ti pa on zategne, pa ti ne moreš tako daleč To priti. pa je res, ja. Se mi zdi pa še večji od mojega, ja. Druga generacija Volkswagena T-Roc je seveda že pri nas in kot vidim je vsem všeč. Tako lastnikom pretekle generacije, kot vsem tistim, ki bodo to kmalu postali. In ko nam to z našimi gledalci gre že tako fajn, sem dobil še eno vrhunsko idejo. V bistvu se lahko čestitam. Ampak Lexus LBX mi je vedno deloval kot super avto za ženske. Kar seveda ne pomeni, da nam ni všeč. V bistvu je zelo kul, ampak nas zanima, kaj pa je za njih najbolj zanimivo, pomembno pri avtu. In ta je res idealen. Poglejte, kako krasno notranjost ima. Več pokažemo v naslednji oddaji, ker se je Anže zdaj odpravil v smer Kung Fu Pande in me zanima, kaj to pomeni. No, že pred tisočletji so Kitajci dobro vedeli, da so določene vrline nujno potrebne. Jaz recimo obvladam kung fu, ker kung fu prav zares pomeni spretnost pridobljena s časom in trdim delom, ne pa nujno samo borilna veščina. Mogoče obvladate to tudi vi. Kaj ste, morda trenirate kung fu v obliki ležanja na kavču že desetletja in to res obvladate. Če pa vsem govorimo o borilni veščini, sem prepričan, da ste za kung fu slišali že vsi. Bruce Lee je bil eden od prvih mojstrov, no jaz pa precej dobro poznam tudi Wing Chun, ki je v bistvu eden od stilov kung fuja. To pa zato, ker sem pogledal vse filme Ip Man, v katerih je igral Donnie Yen, tudi jaz to res obvladam. Drugače boš ti še dolg, ko pride zdaj le skupina na trening. No, Andraž je mojster, to so bile njegove roke, ne moje. A niso mi dva rekli, da ti priješ pol šele not, kaj jaz njih. Ja, lej, volan je tvoja oddaja, tako da vzunete avto čaka. Dobar, uspešno trenirajte. Se vidva. Hvala, živijo. Kot vedno tudi tukaj vaja dela mojstra in en zanimiv pregovor pravi, da si po 10.000 urah treniranja določene veščine v njej boljši kot 99% ljudi. Znamka Forting obstaja že četrt stoletja in to ni eden njihovih prvih avtomobilov, z njimi imajo dejansko veliko izkušenj in lansko leto je bil med vsemi kitajskimi avtomobili pri nas najbolje prodajan ravno bencinski brat tega mojega električnega T5 Friday. Ampak to sem povedal že zadnjič in tudi vse o bateriji, avto pa naredi kup ostalih stvari. Za začetek oblika in Friday oziroma petek po domače izgleda precej kul. Če bi bil v kakšni manj zadržani zeleni oziroma rdeči barvi, bi pa res izgledal kot Lamborghini Urus. No, sicer je pa tole 4,6 metra dolžine zlahka družinski avtomobil, prtljažnik ima skoraj 500 litrov in tudi dovolj prostora je na zadnji klopi za odrasle, pravzaprav se tam precej dobro sedi.
Znotraj vidim kar nekaj vzporednic z bencinskim T5 Evo. Za začetek, da je prostora res veliko, da so materiali dovolj dobri in da med vožnjo čisto nič ne škripa. Na sedežih imam še vedno usnje in nasploh veliko opreme, torej je vrednost za ceno še vedno zelo dobra. Vmesnik in zaslon se mi zdita dovolj dobra, radio ima DAB, če slučajno koga to zanima, na voljo imam tudi vse asistenčne sisteme in moj sedež v bistvu ima ogrevanje in ventilacijo, pa še masažo. Edin kakšen prevod je mogoče malo hecen. Če pri Kung Fuju tehnika tista, ki zagotavlja uspeh in dober rezultat, tukaj ni pravzaprav čisto nič drugače. Evo dam dva primera, ki sta dober znak za dobre vozne lastnosti in tudi dober znak, da niso posebej varčevali. Zadaj je večvodilno neodvisno vzmetenje in zadaj ima ta avtomobil kolutne zavore, ne pa bobnastih, kakršne običajno najdemo pri električnih avtih. Saj za takšne res ni nujne potrebe zaradi regeneracije, so pa te zavore lepše za pogledati in tudi bolj zmogljive. Pa še dražje. Električna vozila so težja od klasičnih, jasno, ker svoj davek odtegne težka baterija. Ta je vedno nameščena nizko in posledično je nizko tudi težišče, je pa vseeno maso težko skriti. In posledično so štromarji trši, da lažje kompenzirajo nihanja, zato so pa tudi manj udobni. Tukaj se mi zdi podvozje precej dobro usklajeno, avto ni preveč okoren, niti ni pretrd, zadnje vzmetenje zelo lepo pobira neravnine in za ta segment električnih avtov je v bistvu precej suveren. Seveda električna različica ni za vsakogar, smo že zadnjič ugotovili, da morate imeti najprej poštimano polnjenje, je pa vožnja marsikdaj bolj prijetna kot pri bencinskem avtu, ker tukaj ni menjalnika in posledično ni cukanja, ki ga ta povzroča med samim prestavljanjem. Pa še navor je na voljo v hipu in tudi zato je vožnja lahkotnejša. Če smo pred 15 leti govorili, da samodejni menjalniki niso smiselni, so slednji v dobrem desetletju postali zelo dobri, celo tako dobri, da ročnega menjalnika danes ne priporočam več, če ne govorimo o kakšnem avtu za totalno uživanje. In če smo včasih za električne avte govorili, da niso ok, so zdaj že in ta obenem dokazuje, da tudi drag ne rabi biti. Saj pravim, izkušnje so pomembne, zato grem jaz zdaj na trening. Na kavč. Ja, se tudi na kavču je naporno, ne, ko te prime, pa moraš iti na WC, moraš veliko energije v to vložiti, mišice aktivirati, nožne, ritme, hrbtne, vratne. Ti si res športnik po duši. Star, jaz sem ful veliko kolegov, ki čisto vsak dan gledajo šport na TV-u. Pa se jaz tudi, zdaj gledam Formulo 1 na kanalu A. No pa na vojo, ne? No. Mimogrede, a ti se pridno pripenjaš z varnostnim pasom? Jaz tudi speljem ne, če nisem pripet. No, ker veliko voznikov in sovoznikov se še vedno ne. Varnostni pas je danes toliko standardna oprema pri avtih, da sem bil zadnjič prav presenečen nad tem, koliko kazni je bilo lani izrečenih v Sloveniji, ker ga potniki niso uporabljali. Več kot 24,000. In tudi letos, ko se leto še niti ni dobro začelo, ni nič bolje. 4 osebe, ki so izgubile življenje na naših cestah, niso bile pripete. V lanskem letu jih je bilo 16, v letu 24 samo 4, tako da se dejansko trend očitno ponavlja in upamo, da se bo nekako ustavil, da bo ta nacionalna preventivna akcija dosegla svoj namen. Poleg preventivne akcije, v kateri policija preverja pripetost potnikov, so najboljši takšni dogodki, ko vzgajamo že otroke. Zato ima pasovček še toliko bolj pomembno vlogo pri nas. Največji uspeh pasovčka je to, da postanejo otroci glasniki prometne varnosti, oziroma so otroci tisti, ki opozarjajo starše na to, da je potrebno biti pripet v vozilu na vsaki poti, tudi najkrajši, da jih opozorijo, če sami niso pripeti ali pa če se starši ne pripnejo. Mi se ves čas hecamo, da se niti odpeljati več ne znamo, če se prej ne pripnemo. Pa tudi tole opozarjanje, ki ga mora danes vsak avto imeti za vse sedeže, postane toliko tečno, da se pač pripneš. Sicer ne takole med vožnjo, se je vedno treba že pred vožnjo. In če mi gredo skoraj vsi moderni opozorilniki v avtih danes na jetra, mi ta ne gre, ker je dejansko koristen. Mogoče je razlog tudi v tem, da imamo pri nas že dokaj star vozni park in vsi avti še nimajo tega opozorilnika. Povprečna starost avta je pri nas danes dobrih 11 let. Pazite to, leta 1992 je bila pa manj kot 7 let, ampak takrat so bili drugačni časi in avto je bilo veliko manj na cestah. In ne pripenjamo se zaradi policistov, zaradi sebe se.
Ja, res je. Pri hitrosti do 30 km/h se naša masa poveča za 7 do 8 krat, pri 50 km/h pa že celo za 25 krat. Kar pomeni, da če si težek približno 80 kg, pri 30 km/h trčiš v sprednje vozilo, če si zadaj z maso 600 kg, pri 50 km/h pa že z več kot 2 tonami. Kar pomeni, da ne tvoje telo, ne telo tistega, ki sedi pred tabo, tega ne more zdržati. Jaz sem pri 90 km/h težek že dobrih 7 ton. A si predstavljate, s kakšno silo potem poletimo potnika pred sabo, če nisem pred 5? Oziroma, zdaj veste, zakaj potnik s tako lahkoto prebije šipo ob trku in poleti ven. Varnostni pas v bistvu pri vseh ciljah, ki delujejo pri trku, nas zavaruje, da ne preletimo, v bistvu ne udaramo v volan, v vetrobransko steklo. S tem pač so manjše poškodbe, pač velika verjetnost za manjše poškodbe, kot pa pri tistih, ki ga ne uporabljajo. Kaj pa sploh je varnostni pas? Najbolj ga poznamo iz leta 1959, ko je švedski inženir Niels Bolin razvil moderni 3-točkovni varnostni pas za Volvo. 1, 2, 3 točke. In potem je kmalu postal serijska oprema vseh njihovih avtov, zatem pa še ostalih. Za primerjavo, v letalih je bil obvezen že leta 1928, ampak tam je večinoma ostal 2-točkovni. Pri nas je že dolgo obvezna uporaba varnostnih pasov na vseh sedežih, tudi na avtobusih. In takšen mini kombi, ki ga lahko obrtniki uporabljajo za svoje delo, potem pa tudi za prevoz družine, ko je potrebno, ni čisto nobena izjema. Vsak sedež ima svoj varnostni pas, evo, tudi talega ima tale odzadaj. In vsak potnik mora biti vedno pripet. Evo, tale je tudi 3-točkovni, Mogoče niste vedeli, da mora biti potnik tukaj spredi visok vsaj 140 cm oziroma med 36 kg, da lahko uporablja ta sedež brez vsega. Sicer je obvezen otroški sedež ali pa takšen jahač, da ga potem malo dvigne, Pas ne sme nikoli takole čez vrat, ker je oster in ne bom razlagal, kaj se zgodi ob trku, Tako mora vedno lepo jeti čez ramo, tukajle, in zato je pomembno, koliko je otrok visok. So pa tudi pozitivne stvari. Ljubljana je bila lani edino glavno mesto v Evropi z nič smrtnimi žrtvami na cestah, kar je res lep dosežek. Veliko delamo res na preventivi, veliko delamo na izboljšanju infrastrukture, smo tudi mesto, ki ima praktično največ ulic z 30 na uro v Evropi. Tako da to so vse neki ukrepi zmanjševanja hitrosti, predvsem tudi okoli šol, okoli vrtcev, in to pripomore k temu, da pravzaprav vozniki bolj previdno in počasneje vozijo in s tem tudi povzročajo manj nesreč. No, dajmo se pripenjati. Res ni tako težko. Daj. Klik. Sploh slaba statistika pa je bila lani med motoristi. Če štejem še kolesa z motorjem, jih je kar 30 umrlo na naših cestah. In tukaj žal ne morem reči, da se pripenjajte. Največ lahko naredite s previdno vožnjo in urejeno glavo. Lahko pa vam pomaga tudi aplikacija. Tako drži. S tem, ko uporabniki snemajo svoje vožnje, aplikacija namreč tudi beleži, kje prihaja do mogoče nekoliko prekoračitve dovoljenih hitrosti, do sunkovitih pospeševanj, zaviranj, voženj ovinek. In ker imamo mi te podatke, potem ko smo jih popolnoma anonimizirali, se lahko tudi izkaže, da na nekaterih cestnih odsekih prihaja do povečane gostote teh, bomo rekel, tveganih manevrov, in te podatki so seveda lahko vsem nam v pomoč pri izboljšanju prometne varnosti. Naši podatki so pokazali, da je starostna skupina najmlajših voznikov, torej od 15 do 19 let, so dokazano manj tvegani, potem po 20. letu pa ta tveganost začne nekoliko naraščati, se pa potem z starostjo vozni slog umirja, načeloma postajamo manj tvegani, izjema pa je starostna skupina ljudi med 70 in 74 let, za katere smo opazili, da vozijo nekoliko bolj dinamično oziroma tvegano, predvsem pri pospeševanju. Pazite, ker so ceste še hladne, zjutraj tudi vlažne, veliko je kamene na njih, cel kup pasti vas čaka, tako da varno tudi za balanco.
bencinšpule bo za zamenjati. No, medtem ko ste vi polet čofotali v morju, sem šel jaz v francoski Flins. To je mesto, kjer stoji Renaultova tovarna, čez 2 leti bo praznovala že 75. obletnico, je pa okrog 40 km proč to mesto od Pariza, kar pomeni 10 do 15 minut vožnje, če boste našli res dober prevoz, ali pa uro pa pol, če boste šli z avtom takrat, ko je gneča. No, ampak zakaj pa sem tukaj? Renault se je lotil enega ogromnega projekta, ki bo v bistvu zaživel z letom 2027 in sicer tudi pravega naslova še pravzaprav nima, njegovo delovno ime je zaenkrat The Originals. Bo pa to eno ogromno poslopje, ena ogromna hala z 11.500 kvadratnimi metri površin, kjer bodo imeli razstavljene avtomobile iz svoje 125-letne zgodovine. Seveda, glavna zgradba bo izgledala zelo dobro, ampak zaenkrat še ne stoji, zato boste potrebni 2 leti fajn dela. So pa en manjši prostor že namenili razstavi nekaterih zelo zanimivih avtov. Vsi tile tukaj noter so kompletno obnovljeni, verjetno velika večina tudi voznih. No, prvi je pa že tale taksi iz 110 let nazaj. To 15 let star Type AG1 FL, ki so ga uporabljali taksisti. Zato ima že taksimeter, pod pokrovom pa dvovaljni motor z 1,2 litra prostornine, 40 na uro je šibal takrat, samo v Londonu so jih prodali 1100. Žan Ranjoti je vozil tole zverino, sem ga imel enkrat priložnost srečati, zanimiv možakar, en tak kapsel po višini kot jaz, predvsem pa zelo, zelo hiter voznik. Dobro, zdaj že starejši gospod, ampak s tem je bil kar car. Sem šel pogledati, kaj delajo v tovarni, ker zdaj smo pa že v eni hali, kjer so včasih imeli proizvodnjo avtomobilov, no zdaj pa namenjena drugim stvarim. No, poleg tega ogromnega razstavnega prostora z 11.500 kvadratnimi metri in poleg tiste manjše delavnice, kjer ste že lahko videli nekaj avtomobilov pri mojem uvodu, bo zanimiva v bistvu tudi tale hala in tudi to si boste lahko ogledali. Ta je pa namenjena umetnosti. Jaz moram kar priznati, da se z umetnostjo prav dobro ne razumem oziroma ne spoznam na njo. Se mi zdi pa recimo tole, kar gledam tukaj, res fascinantno. Tukaj se bo vsako leto zvrstilo 6 različnih umetnikov, kar pomeni, da bo vsak umetnik lahko svoje dele razstavljal 2 meseca in tudi tukaj si boste lahko stvari seveda potem, ko bo enkrat vse skupaj odprto za javnost, ogledali. Meni je zelo zanimiv tisti avtobus tamle zadaj. Še tole moram pokazati, so nas peljali še v en zanimiv prostor, kjer so pa že avtomobili, ki jih boste lahko videli potem tudi na glavnem razstavišču, ko bo enkrat zgrajeno. Recimo tole, tukajle, evo ga, je dirkalni zmagovalec 24-urne dirke v Le Mansu iz leta 1978. No pa potem tukaj evo ta nova petka, taka malo artistična, pa še stara petka, tudi malo drugačna. Skratka, tole so pa že zelo zanimive stvari. Katrca. V glavnem, zdaj veste, od leta 2027 naprej ne boste šli v Francijo samo na kozarec šampanjca, ne boste otrok peljali samo v Disneyland ali pa kaj dobrega pojesti, ampak si boste lahko pogledali tudi eno ogromno Renaultovo razstavišče. Več kot 600 avtov bo, tako da zadeva bo ziher zanimiva. No, pa mogoče še en zanimiv podatek, če imate kakšen zelo redek Renaultov avto, ki ga v bistvu oni nimajo v bazi, konec tega leta bodo pripravili aukcijo, kjer boste lahko pokazali ta svoj avto in če bo dovolj zanimiv, ga bodo odkupili. Hkrati boste od njih lahko tudi kupili kakšen zanimiv star avto, takšnega, ki jih imajo v več primerkih in jih toliko ne potrebujejo.
Za konec pa še bombonček. Vožnja 112 let starim prekrasnim kabrioletom. Kaj naj rečem, zakon je bilo, pa čeprav ultra kratko, ker se nam je že mudilo. Že samo delo, da motor sploh zaživi, je pravi projekt. Takrat gumb za zagon motorja pač še ni obstajal. Anže bo naslednji teden na Češke vozil zelo zanimiva vozila v njihovem naravnem okolju, jaz bom pa prvič peljal čist novi Renault Twingo in to na Ibizi. Čakaj, avto so iz Slovenije, kjer se proizvaja peljal na Ibizo, zato da se ti lahko voziš. Ja, lej, kar se mora, se pač mora, ne? Pa se nisem zaradi mene, to je za novinarje z vsega sveta. To pa je zeleni prehod, res. Mislim, ti si glasen, ko še smučaš na dizel, ne? Če bi radi več izvedeli iz sveta avtomobilizma, se prijavite na naš novičnik na volan.si, pošljemo vsak petek zjutraj, če imate ne zaspine. Drugače smo pa tudi na socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, tudi YouTube in TikTok. Se vidimo. Kolikor vem, imaš ti novičnik čez, ne Matej? Ja, lej, vedno je lažje enega drugega, drek potisne, ne? Sploh, če ga ni, ne? Ja, se sploh nekam šel.